Svet Zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je v sredo med 3 kandidati za novega direktorja bolnišnice imenoval dosedanjega direktorja Bojana Korošca. Ta bo 4-letni mandat nastopil potem, ko bo odločitev sveta zavoda potrdilo še Ministrstvo za zdravje. Tukaj z nami v studiu pa je novi stari direktor Mursko-Soboške bolnišnice Bojan Korošec. Najprej vam čestitam ob novem mandatu in lepo pozdravljeni tukaj v našem studiu. Hvala lepa za čestitke in lep pozdrav vsem gledalcem in gledalkam. Torej, povejte mi, kakšni so vaši načrti za bolnišnico v naslednjih 4 letih? Prvo, moram reči, da bomo, glede na to, da bo stara tudi nova ekipa, seveda, če dobimo še potrditev z ministrstva, bomo nadaljevali že vpeljano delo. Tu predvsem mislim na dobro sodelovanje tako z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot našim plačnikom in Ministrstvom za zdravje kot lastnikom. Se pravi, pogovori, dogovori, pogodbe na teh dveh resorjih. Seveda bo potrebno največ delati na tem, da bo zadovoljstvo tako bolnikov kot zaposlenih čim večje, čim boljše. Tu seveda govorimo predvsem o kakovostnih in varnih storitvah za naše bolnike. Naslednja, morda celo najbolj prednostna naloga je dogovoriti z ministrstvom in Zavodom za zdravstveno zavarovanje novo, višjo utež naših storitev. Namreč zaradi prenizke planirane uteži smo samo v letu 2016 izgubili v prihodku 1 800 000 evrov. Seveda je to zelo veliko in v primeru, da bi to dobili, nadejali pa smo se vsaj približno 30% tega denarja, bi tudi letos ne imeli izgube, tako kot prejšnja leta ne. Naslednja kratkoročna stvar, ki jo upravljamo v bolnišnici, so nekatere investicijske dejavnosti, ki so že v teku. Tako je že v teku rekonstrukcija pritličja internega oddelka, bivša spremna ambulanta, kjer je že skoraj v finalni fazi nevrološka ambulantna dejavnost, kjer bo tudi novi EEG aparat in EMG aparat. To sta dve preiskovalni diagnostični metodi, nevrološki metodi, zaradi katerih so do sedaj bolniki hodili v Maribor, Celje, tudi v sosednjo Hrvaško. Prav tako se pogovarjamo z ministrstvom že za pediatrični urgentni center, pa ne samo funkcijsko, ampak tudi, da bo povezava sedanjega otroškega oddelka s pokritim prehodom med otroškim oddelkom in internim oddelkom, v katere stavbi so tako laboratorijske kot tudi rentgenološke preiskave. Predstavljamo si -15 ali še nižjo temperaturo ali pa velik dež, pa se tam bolniki, naj bojo mali ali veliki, pač pod milim nebom morajo transportirati. To ni prijetno. Pa tudi poleti, ko je huda vročina, ne. Seveda, bolnišnica je v nekaj zadnjih letih precej zrasla, tako da smo danes že eden večjih kolektivov v Pomurju, zaposlenih je 1030 ljudi, povečali smo tako zdravniški kader kot negovalni, pa tudi nemedicinski kader. Tudi v nadalje bomo krepili kadrovsko zasedbo, predvsem s kvalitetnim kadrom in naj rečem, da so samo v tem letu, januar in polovica februarja že mimo, prišlo je 5 specialistov, ki bi radi nadaljevali svoje poslanstvo, svoje delo v naši bolnišnici. Gre za specialiste ORL, se pravi otorinolaringološke dejavnosti, specialista reanimacije, ki je istočasno zanimivo tudi specialist urgentne medicine in intenzivist, pa urologinja in tudi kirurg. Glede na epidemiologijo, patologijo in demografske podatke bomo prej ali slej morali napraviti tudi oddelek za geriatrijo, se pravi obravnavo starostnikov in paliativo. V ta namen bomo izkoristili starejše prostore, se pravi stare porodnišnice, ki pa bo adaptirano ne samo zunaj, kot je že zdaj, ampak tudi notranje. V teku dogovorov oziroma razpisa je tudi oprema za novi laboratorij. Namreč novi laboratorij bo
pod sedanjim prostorom urgentnega centra. V dosedanjih prostorih laboratorija pa bo v glavnem v celoti vsa kardiološka dejavnost, ambulantna. Tudi na novo se pripravljamo na invazivno kardiologijo, se pravi, da bi se tudi visoko strokovne rizične preiskave, kot je koronografija in pacemakeri, upravljali v naši bolnišnici. Zakaj? Ker imamo za to prvič dovolj bolnikov, tudi oprema je zadovoljiva in, kar je najbolj pomembno, imamo tudi visoko usposobljeni kader. Naj tu rečem, dodam, da imamo v bolnišnici profesora interne medicine, tudi magistra kardiologa, ki ima za sabo že več kot 300 koronografij, tako da pravzaprav se obeta ta dejavnost v drugi polovici tega leta. Če bi pa dolgoročno rekel, bo pa primarno potrebno napraviti v bolnišnici več enoposteljnih sob zaradi vse večje potrebe po izolaciji bolnikov. Prav tako bo potrebno v bolnišnici renovirati otroški in infekcijski oddelek, ki sta sedaj najstarejša, na zunaj lepa, vendar je predvsem, kar se tiče infrastrukture in sanitarij, ta oddelek potreben tovrstne sanacije. Da bi pa vse to zmogli, seveda je potrebno imeti zavzete delavce, naše zaposlene, z skupnimi močmi in seveda tudi z pomočjo in razumevanjem regije bomo to, jaz sem optimist, zmogli. Torej, storjenega je bilo že veliko, zelo veliko in upam, da vam bo vse to uspelo, kar ste si zadali. Zdaj pa, katere bi izpostavili, da so trenutni aktualni problemi, s katerimi se soočate v bolnišnici? Trenutno je najbolj vulnerabilen problem pravzaprav utež. Ker delamo storitve, ki imajo visoko utež, to pomeni težo bolezni povprečnega bolnika, ki je mnogo više kot pa tisto, kar je priznano. In razlika od tega, kar je priznano in to, kar dejansko delamo, je izguba. Ne verjamem, vsaj jaz ne bom pristal v to, da bi zato manj in bolj enostavne stvari delali, medtem ko tiste bolj strokovne, močnejše, da bi pa opustili. To predvsem pomeni ortopedske operacije, tudi radiološke, invazivne, nevroradiološke, ki so pravzaprav novost v številnih primerih tudi v Sloveniji, ne samo v Prekmurju. Ne bi radi bili, v narekovajih rečeno, vaška bolnišnica, ampak želimo, tako kot imamo tudi v svoji viziji in poslanstvu napisano, biti mednarodno priznana regionalna bolnišnica, ki bo varno in kakovostno zdravila ljudi. Nažalost pa ne moremo niti mimo očitkov, ki se v tem času zgrinjajo nad vami. Kako vse to skupaj komentirate? Ja, res je, v zadnjem času, pred ponovnim izborom, so na plan, kot že večkrat tudi poprej, prišle anonimke, ki bremenijo tako mene kot nekatere sodelavce nekaterih čudnih očitkov. Pa naj gre to za zaposlitev nekaterih sorodnikov, v tem primeru tudi moje hčerke, ali pa izplačila za neizrabljeni letni dopust, ki ga je v bolnišnici prejelo 19 ljudi. Vrsto še drugih netočnih podatkov ali pa starih podatkov, ne vem koliko let za nazaj, vendar mi v bolnišnici smo zato že imeli tako nadzor, kontrolo, tako inšpektorja za delo, kot tudi protikorupcijske komisije in verjamem, da bomo na naslednji seji Sveta zavodov, to bo naslednji torek, tako kot smo tudi rekli, z listinami večino teh očitkov ovrgli. To bi bilo to z moje strani. Se vam zahvaljujem za obisk in srečno vse naprej. Hvala lepa.